Drama s cimro, ojojoj. Zdiš se mi malo obupana zadnje čase, kot da dobivaš manj pozornosti, kot si vajena. Zakaj moj brat na vozičku? Poroka, a bi se poročila, kako poroko bi si želela? Ali se boš preselila? Ful mi težijo ta vprašanja. Upam, da ste pripravljeni na ful govorenja. Danes sem se odločila, da bom posnela kar stvari z mojim setupom za te prenose v živo, live streamu na Twitchu, ker en mesec nazaj sem vas vprašala glede, sem vam rekla, da me vprašite karkoli in da bom odgovorila na čim več oziroma skoraj vsa vprašanja, kar bom lahko. Ja, en mesec je že naokoli, to sem naredila zato, ker sem imela pred kratkim 7 let YouTubea, ne morem verjeti, da je že toliko cajta vztrajam in da ste vi z mano toliko cajta. Da na hitro odgovorim glede mojih tehničnih stvari. Ta mikrofon, ki ga imam, je Rode Wireless 2. Najboljša investicija, kar sem jih kadarkoli naredila, 2 mikrofona dobiš ta prejemnik, ki ga daš ali v računalnik ali v telefon, ga povežeš z C2C kablom. Res je fajn, ker je pač brezžično, torej ti lahko imaš mikrofon na sebi in ne rabiš kabla. Za telefon že veste, da uporabljam Samsung S23 Ultra, to je mislim, da 2 leti zdaj že star telefon. Vedno bom po moje snemala s telefoni, zato ker telefon imaš vedno s sabo. In ko grem kam pa hočem kaj posnet, nočem kamere zraven nositi. Pač jaz tako res naravno vse snemam vsak dan, kar se mi zazdi, in telefon imaš skoraj vedno ob sebi. Tako da, poleg tega telefoni imajo zdaj že tako dobro kamero, da skoraj ne rabiš prave kamere. Tokrat pa snemam z Sony Alpha 6000, bom še na ekran napisala, ker nisem 100%. To imam pa za te prenose v živo, ker se mi zdi, da ko je kamera statična, ko ne rabim premikati, je to super. Pol moraš pač imeti par stvari, da lahko to preneseš na računalnik, torej moram imeti eno posebno kartico, kabel, posebno baterijo, tako da to je pa že pol malo več stvari, ko mi jih moraš se naučiti pa pomisliti, ampak enkrat, ko imaš se, ne rabiš več skrbeti. Ampak jaz vedno pravim, nobena kamera, tudi če je najboljša kamera na svetu, ne bo dosti, če nimaš luči. Torej, ring lighti, tukaj imam te luči, lahko še barvo spreminjam. Jaz sem še vedno pristašica ring lightov, ne rabi biti to ni velik, lahko je tam mini in se mi zdi, da to najboljš naredi. Torej, dobra luč je ful pomembna pri kameri, kjerikoli. Ful za montiranje videov je fajn imeti tudi malo bolj sposoben računalnik, moj laptop je ta, na katerem montiram. Želim si, da bi tudi moj namizni računalnik bil dosti močen za to, ampak zaenkrat še ne, bom probala kmalu si ga malo nadgraditi in da bom lahko tudi tam montirala. Ampak mi je pa fajn, da lahko na laptopu vse to delam, ker logično, ne vem, hodim staršem ali hodim v Nemčijo, ne moreš celega računalnika zraven nesem si nesem pač laptop in je tudi zaradi tega razloga sem si ga kupila. Je bila investicija, ampak toliko vredna, najbolj vredna in ja, to je to. Mislim, da je to glede tehničnih stvari, ki se najbolj pojavljajo vprašanje glede tega. Ja, še to. Videe montiram v DaVinci Resolve. To je v bistvu zastonj program, software. Meni je ful fajn. Pač ne rabim kaj več. Je pa res, da ne delam jaz nekih filmskih videov ali pa da bi rabila ful nekih efektov. Lahko še vedno delaš efekte, ampak moj stil video tega ne glih rabi, ampak ja, če se poglobiš, se lahko si kaj naučiš. Tako vsak program za montiranje bo še rabo nekaj cajta, da se ga navadiš. Jaz sem si tudi bližnjice naredila na tipkovnico, ampak YouTube ti vse pomaga. YouTube, Google, jaz vedno pogooglam, ko se ne spomnim, how to blur background, torej kako zamegliti ozadje in ti pokaže korak za korakom. Tako da, vsaka stvar rabi nekaj cajta, ne moreš na hitro nekaj se naučiti, traja. Zdaj, ko sem pa jaz že po 7 letih montiranja, ko bi vi vedeli, kako sem jaz montirala prej. Je pa res, da sem vmes program spremenila, kar je v bistvu bil občutek skoraj tako, da se na novo naučim, ampak ko se enkrat naučiš, si hiter in ja, to je to. Ponavadi vem, da ljudje zavlačujejo z najbolj pogostim vprašanjem, ampak jaz ga bom drugega odgovorila. Ali se boš preselila? A že kaj planiraš selitev? Se boste preselila v Nemčijo? Se boste preselila v Slovenijo? In podobna vprašanja, sej mislim, da dojamete. To je tako, ne bom se lagala, ful mi težijo ta vprašanja, pa vem, da ne prihajate iz slabega mesta, pa vem, da mi pač ste sam radovedni, jaz sem tudi človek, tudi jaz sem radovedna in verjamem, da bi na vašem mestu isto bila radovedna oziroma bi me zanimalo. Ampak recimo, videla smo zdaj že skupaj 2 leti in odkar sem začela, odkar sem tako pač povedala,
povedala, ne samo na YouTube, ampak v mojem življenju je to konstantno vprašanje. Jaz si želim, da bi lahko v življenju uživali v nečem brez nekih, kaj pa zdaj, kaj pa naprej, kaj pa pol. Zakaj ne uživamo zdaj, v tem trenutku in delamo po občutku, kar se nam zdi prav, ampak ja, življenje bi bilo perfektno, če bi to bila situacija. Že 2 leti mi skozi to vprašanje in pol imam občutek, čeprav jaz sem dosti močna, pa dosti samosvoja, pa znam sebe poslušati, pa vem, kaj hočem, ampak ko ti pa skozi vsi okola, ne. Počasi se začneš spraševati, čekaj, jaz nisem čudna, a bi se že mogla preseliti, a je to zdaj pomeni, ne vem, kaj, da jaz nočem biti v zvezi ali pa ne vem, da se nočem preseliti. Iskreno, jaz nikoli nisem sanjala iti iz Slovenije in ja, nočem se preseliti, ampak včasih moraš pač delati kompromise pa se najti na pol poti ali pa en se malo bolj more žrtvovati kot drug glede nekih stvari in itak si od mene pričakuje, da se preselim, zato ker glede službe se jaz lažje preselim, načeloma. Ampak ja, pač neke stvari imajo več smisla, da bi se jaz sem preselila. Ampak ne vem, nočem, mislim, želim si, da bi lahko samo uživala. V smislu, da ne bi se s tem obremenjevala. Vem, da življenje pač je tako, da pride stvari, ko se moraš nekaj odločiti, ampak to je vprašanje že od prvega dneva in bolj me ljudje sprašujejo, bolj mi ljudje govorijo, bolj imam odpor. Pa ne zanalašč, ampak avtomatsko sem jaz si kar ne predstavljam tega. Jaz imam ful rada Slovenijo, jaz sem sentimentalen človek. Jaz se navežem na prostor, na stvari, na ljudi, na občutke, na vse se navežem in jaz tudi gledam iz tega vidika, da ne delam nekaj proti sebi na silo, ker bom nesrečna, ker vem, ker se poznam. Iskreno, ne vem, to me ful teži zadnje cajte, sploh ker se to vprašanje bolj pogosto pojavlja in mislim, itak, da bi bilo fajn, da bi lahko skupaj živela, še boljše bi bilo, če pa bi bila iz iste države, pa bi bilo to ful lažje, pa tudi takrat bi bilo kaj, ampak ja, žal nimam odgovora, ne vem in ne bom se silila, ni pravil za to. Ok, bom dala primer za mojo najboljšo prijateljico, ona dva, je res, da sta bila mlajša, ona je bila še študentka, ampak sta 5 let bila nadaljavo iz Nemčije v Slovenijo isto. In da ja, ni nekih pravil in ne vem, ni nekega plana, go with the flow. Jaz sem vedno bila taka bolj, grem z vetrom in z občutki in kaj pa je normalno v življenju, kaj je sploh normalno, kdo se odloči, kaj je normalno. Mi se sploh ne zavedamo, kako je naša kultura čisto drugačna od kulture na drugem koncu sveta in vsi mislimo, da to, kar mi delamo, je najbolj normalno in najbolj prav. Mi sploh ne poznamo, mi poznamo tako mali delček kulture in načina življenja, ker pač to je vse, kar poznamo. Zato jaz pravim, potujte, gledajte YouTube videe, ki niso samo iz Slovenije, recimo, to je en tak način, če ne potuješ. Poznajte ljudi, ki niso iz tvoje kulture, vere in kraja. To je meni Twitch toliko znanja dal in malo se odpreš, vidiš, da nismo samo mi na svetu in da so še drugi in da je načinov življenja več. In tudi ljudje smo individualna bitja in imamo svoje osebnosti, svoje želje, svoje hobije, svoje interese in ne moreš ti enemu govoriti, kako ne živi, ker ni isti kot ti. Seveda do točke, ko škodiš nekomu drugemu, lahko delaš, kar hočeš. Kako pa začneš vplivati na nekoga na slab način, v smislu, da mu škodiš namerno ali pa da ga raniš, kakorkoli. Takrat se pa to, kar ti lahko delaš, s svojim življenjem konča. Mislim, da jaz sem ugotovila v teh počasi 33 letih, da najtežja stvar v življenju je utišati vse zvoke okoli sebe pa poslušati sam sebe. Ker konec koncev jaz bom sama sabo živela. Noben zunanji človek ne bo z mano živel. Ok, moj fant bo z mano živel, ampak ne bo mene čutil, kaj jaz čutim, kako jaz vidim svet in recimo, jaz bom živela sama s sabo, ne moji starši, ne moji prijatelji, ne ljudje, ki me gledajo na YouTubeu, ne ljudje, ki me gledajo na Twitchu. To je moje življenje in če skozi probaš ugoditi drugim, ne boš nikoli srečen. Zdaj, sreča je tudi tako malo pogojena, ne moreš biti vsak dan srečen in s tem se pač, to se jaz čisto zavedam, ampak neko zadovoljstvo, mislim, da je zadovoljstvo ful boljša beseda, ki ga imaš tak overall, je pa
po mojem nekaj, kar si vsi želimo. In kako biti zadovoljen je, da probaš najti svoj glas, da probaš najti svoje želje brez vpliv drugih, kar je skoraj nemogoče, ampak je lažje, če se res probaš izolirati, kolikor se da. To, ne vem, to sem zdaj na dolgo odgovorila. A smo s fantom še skup? Ja, ki sem pri njemu. A je kak selitveni vlog v planu? Ne. Jaz sem ful zadovoljna s svojim stanovanjem in sigurno bi bilo fajn imeti kaj večjega. Tudi imela bi še eno mačko, ampak trenutno to ni plan. Selitveni vlog v Nemčiji, tako sem že odgovorila, ne vem. Če se bom pa kdaj počutila, da rabim kaj več, pa da si lahko privoščim kaj več, bom pa sigurno vam povedala, ne. Ampak zdaj sem že 3 leta v tem stanovanju in tek vsak dan sem, kako je lepo, kako sem vesela. Res tako stanovanje za mene je, a veš. Se mi zdi, da če bi lahko komu svetovala, pa da imaš to možnost, da si lahko to privoščiš, probi živeti sam. Brez partnerja, brez cimer, brez staršev. Se vem, da ni mogoče vedno, ampak meni bo po moje to eno izmed najboljših obdobij v mojem življenju, zato ker, kot sem rekla, čisto lahko delaš, kar hočeš, lahko si dekoriraš po svoje, lahko delaš, kar hočeš, v smislu res noben ti ne reče, zakaj toliko cajta spiš, kdaj greš spat, zakaj imaš razmetano stanovanje, zakaj imaš tak TV, zakaj imaš tako posteljnino. Res čisto po svoje živiš in to je nekaj najboljšega. In potem je ful težko, ko pomisliš, da tega nikoli več ne boš imel. Jaz sem ful preveč osamosvojena. To je ful nevarno. Ful je nevarno biti toliko osamosvojen pa biti navajen sam sabo, zato ker pol ful težko greš iz te situacije. Kakor sem samosvoja, nisem toliko sebe ne dajem na prvo mesto, ful mi je težko reči ne. To je ena stvar, ki se letos učim. Ali pa da se nekaj ne počutim, pa da ne rečem ne. Ali pa za delo, sodelovanje, da ful mi je težko reči ne in vedno vsemu rečem ja, tudi ko mi je preveč vse, ali pa ne vem, da potujem nekam, čeprav se mi ne zdi, da bi šla, rečem ja, ker hočem ugoditi ljudem. Kakor sem samostojna, samosvoja, je pa to ena stvar, ko jo imam v sebi ful zasidrano kot ena bivša, sramežljiva oseba. Saj veš, hočeš samo ugoditi drugim, da ne vzbujaš neke pozornosti pa konfliktov. In to je ena stvar, ko se letos učim in se počutim kar malo sebično, oziroma včasih imam občutek, da ljudje mislijo, da sem nesramna, ker mislim, da ne, na nesramen način te stvari delam, ampak jaz imam ta občutek, da če se ti nekaj ni, rečeš ne. Pol so ta tipična vprašanja, kje se vidiš čez 5 let? Jaz iskreno sovražim to vprašanje, ne vem. Meni se je toliko stvari v 5 letih spremenilo, da sploh ni šans, da razmišljam, a bom imela otroke ali ne, ne vem. Jaz sem vseeno stara 33 let, to so zdaj počasi leta, ko ali jih imaš ali jih pa nimaš. Vedno sem si želela otroke, ampak sem pa tudi okej, če jim ne bo šlo, ne, ali pa da karkoli, da jih ne bo, no. Bom imela malo več mačka, ne. To ni neka, otrok je velika odgovornost in jaz si ne predstavljam imeti otroka na silo oziroma v zelo slabem trenutku. Pa vem, da ni perfektnega tajminga za to, ampak vseeno. Odprta sem za karkoli, kot vedno. Ti čutiš pritisk družbe, glede na svoje leta, se sama kdaj počutiš pod pritiskom biološke ure. Glede otrok in pritiska družbe, itak skozi, to je najbolj top vprašanje že zadnjih 10 let mojih. Ne 10 let. V bistvu, rečemo malo manj, 7. Ne čutim več pritiska, nekaj se mi je kliknalo v glavi, ko sem bila 30 in sem si rekla, če bo, če ne bo, ne bo. To je nekaj, kar se ne sili, to je resna stvar, odgovorna stvar. Prvo moraš imeti partnerja, s katerim si sploh to predstavljaš, pa da bo odgovoren starš, tako si ti želiš biti. Kaj si pa drugi mislijo v mojem življenju, pa itak, kot sem rekla, nima nekega vpliva, ker jaz živim svoje življenje. Tako da, glede tega sem že kar okej. Kar se pa mene tiče, če se počutim pod pritiskom biološke ure, definitivno vem, se zavedam, da je ta ura tik-taka, ampak nimam pa pritisk. Karkoli bom vesela, no. Recimo, da se vidim nekje v enem večjem prostoru, torej ali večjem stanovanju. Predvidevam, da v 5 letih se bom preselila, oziroma se bomo skupaj preselila, dajmo to reči, ni nujno, da se jaz nekam preselim. Pa moram reči, da nimam kakih posebnih ciljev, želj. Bolj je to, da
delam tako na sebi v smislu, da čutim mir, da sem zadovoljna, to itak celo življenje delamo na tem. Pa da bom lahko naprej delala to, kar delam, ker mi je ful všeč. Že kaj konkretno razmišljaš o prihodnosti, ni treba ful v podrobnosti, ampak čisto, ko se vidiš v long distance razmerju, planira selitev, ti ali on, ti je trenutna služba, šel na vdih in imaš želje dolgoročno razmišljaš kaj o koncu YouTube kariere, čisto general future. Torej, glede selitve sem odgovorila, zdaj pa moja kariera, se smešno čuje, kariera, ampak kaška. Sem se trudila za to, da sem lahko tukaj in sem tako zadovoljna vsak dan, kolikor je kdaj težko, pa imam probleme, ker pač se skozi gledam pa poslušam, ker to ni naravno in si grem sama sebi na živce. Je večino cajta to nekaj, kar si želim delati, sem si vedno želela, čeprav nisem točno vedela kam, ampak želela sem imeti tak način življenja. Torej, na nek način svobodo, na nek način svobodo stvarjanja, da delam po svoje, da imam svoje ideje in tako naprej. To, da lahko grem nekam, če hočem, za en teden pa še vedno delam. Torej, ta fleksibilnost cajta in prostora in kreative. Nikoli v življenju nisem pomislila, da bi nehala delati YouTube. Nikoli v življenju nisem pomislila, da bi nehala live streamati. Sem imela te ideje, da bom manj vsega delala, ker sem pač se mi je zdelo, da preveč vsega delam, ampak pol nekako nikoli mi ne rata manj. Mogoče malo manj YouTube videov objavljam, ampak to je zato, ker imam tudi drugih stvari, pač da lahko tudi zaslužim več. Včasih nisem imela sodelovanj, zdaj imam več sodelovanj, čeprav letos se probam malo omejiti, tudi manj sodelovanj, ker te mi največ stresa povzročajo. Kolikor sem ful zadovoljna, pa me ful naučijo, pa je ful lepa priložnost, pa dodatni denar, me ful stresirajo, ne vem. Spet, ko sem prej rekla, jaz ful rada ugajam ljudem, sem people pleaser in ko delam za druge firme, ful dam pritiska sama na sebe in na toliko različnih straneh imam možgane in ne je bilo preveč lani. Tako da letos se mi zdi, da sem kar dobra glede tega, da sem se malo omejila in se tudi počutim boljše. Okej. Torej, ne vidim, ne razmišljam, da bi nehala. Jaz mislim, da če nehaš, se to po moje ful naravno zgodi. Ne vem, da manj začneš objavljati, da se ti življenje na nek način spremeni ali pa da ne čutiš, da bi več delil stvari. Iskreno ne vem, nimam plana, da bi nehala, si ne predstavljam, tudi če bom enkrat imela, da bi imela otroke, bi jaz naprej snemala zdaj. Da bi kazala otroka ali ne, to sploh ne razmišljam. Iskreno, okej. Samo da nekaj povem. To, ko daje otrokom emojije, srčke čez oke, pokaže pa vse ostalo, to je brez veze. To je čist brez veze. Ali ga boš pokazal, ali ga pa ne boš. Oh my god, zadnjič sem glih videla, sem prav sestrični razlagala. Videla sem ena, pa da ne bom zdaj vlačila besedo influencerka, ker sem tudi jaz v tem delu, je objavila sliko otroka v banji, nagega, nič zblurano, pa srčke na oke. Pa sem ono... A veš, da tisti ljudje, ko so pedo pa razni perverzneži, in mislim, jaz vem, da je več problemov, kar se tiče, ko otroka kažeš na socialnih omrežjih. Meni osebno mi je najbolj scary to, da so zunaj ljudje, ko so psihični bolniki ali pa predatorji, seksualni predatorji in si shranjujejo in screenshotajo slike otrok, ki so ali oblečeni malo bolj tako odraslo ali pa nagi v banji in ta misel je meni ogabna in s tem, da mu oke prekriješ, ga ti ne obvaruješ. Jaz ne vem, kaj je fora tega ali pa da mu samo obraz skriješ, pač nič ne pomaga. Jaz mislim, da ti otroka ne moreš 100% obvarovati pred svetom, nikoli ga ne boš mogel, ampak ja, jaz po moje ne vem, niti ne bi hotela imeti, da bi moj kanal čisto postal mama kanal. Pa se vem, to je del tvojega življenja, logično, da deliš, ampak moj kanal bo vedno moj kanal. Ne vključujem toliko drugih ljudi, res minimalno, ker tudi spoštujem njihovo privatnost, ker oni drugi si ne želijo tega. Vem, da je zabavno, ko vidite, ko sem v kontaktu z drugimi, ampak ne vem, če je kakšna prijateljica, sestrična ali pa kdorkoli, da mu ni bed, občasno snemam, drugače bo pa to vedno moj kanal in ne bom, ne vem, zdaj kar naenkrat, recimo, da je imela otroka, pa bi na polno zdaj vse bi bilo moja porodna zgodba, moje to in to. Pač ne, da ne bi nikoli govorila, ampak ja, ne bi... Se mi zdi, da je toliko tega že, da ne rabimo še mene.
tem. Ampak nismo tam še, tako da. Sploh ne vem, kaj sem govorila. What? To bo danes podcast, to ne bo odgovarjanje na vprašanje. Ne razmišljam neki ful, jaz bi to rada nadaljevala. Sigurno ena stvar, ko jo razmišljam, je, da bi to rada nadaljevala brez pritiska, da moram zaslužiti denar. Torej, da bi res totalno bil to moj hobi, če pa zaslužim še kaj denarja. Super. Zdaj imam pa eno dolgo vprašanje, ko sem glih pri YouTubeu in Twitchu. Čestitke za obletnico ustvarjanja vsebin, super ti gre in tako naprej dalje, hvala. Zanima me glede Twitcha, ker mi res ni najbolj jasno. To je podobno kot YouTube, kjer se morajo ljudje proti plačilu naročiti na kanal, da te lahko spremljajo. Kako prideš sploh do plačila? Včasih si na YouTube nalepila kakšen odsek, kjer je bila vidna neka tabelica in se je zbiral znesek za določeno stvar, to pomeni, da tvoji gledalci donirajo zneske vsakič, ko snimaš v živo. Bi morala tudi ti recimo spremljati ostale, ki so live, da jim vrneš oglede. Si mislim, da lahko zgubiš ogromno časa in si lahko 24/7 priklopljen na ekrane. Res mi ni najbolj jasen koncept tega, kako lahko prideš do plačila. Ali te plačuje Twitch glede na pogostost oddajanja ali kako, in če tebi kdo donira denar, moraš potem njemu nazaj. Sem bolj starokopitne sorte in res ne štekam tega streamanja v živo. Ja, jaz z veseljem o tem govorim, vedno se počutim, kot da se ponavljam. Torej, Twitch, ti ga lahko gledaš zastonj. Je tako YouTube, ne rabiš denarja, samo svoj kanal rabiš oziroma svoj račun, da lahko komentiraš, pa to ni pa treba. Zdaj, naročnine na YouTubeu, da se naročiš na en kanal, je zastonj, na Twitchu imaš pa follow, torej sledi in je zastonj. Torej slediš, da pol vidiš, ko gre nekdo v živo, da ti da obvestilo, da lahko gledaš, pa da lahko pišeš v live chat. Torej, to je prenos v živo. Oni me gledajo v živo, pogovarjamo se, torej na desni strani imam klepet, kjer ljudje pišejo in jaz odgovarjam, ali pa medtem ko slikam, ali pa samo včasih se sam pogovarjamo. Ampak lahko gledaš pa zastonj. Isto je na YouTubeu. Na YouTubeu lahko tudi live streamaš, torej prenos v živo je lahko na YouTubeu. In čisto isti koncept je, samo da je na mesto naroči se, je follow, a ne, to je zastonj. Pol imaš pa na Twitchu naročnine, ki niso zastonj, torej slediš zastonj, naročiš se pa, tako da plačaš 4,99, odvisno v kateri državi živiš, kak je standard, nekaj več, nekaj manj. To ni nujno, to ne rabiš, ti pa da ful nekih prednosti, imaš oglasov na tem kanalu, torej če gledaš mene, ne boš imel oglasov, moje personalizirane emojije imaš, ki jih imam že kar nekaj, 30 ali celo več. Spredi pred tvojim imenom imaš tako značko in vidi se, koliko mesecev si že naročen, in podpiraš kreatorja, torej kreatorja vsebin, mene kot streamerja. Lahko tudi nam nekdo pride pa podari tudi 100 naročnin, kar je ful, in dobijo pač naključni ljudje oziroma tvoji gledalci, in jaz dobim polovico od tega. Torej, če je naročnina 4,99, jaz dobim pol plus nekaj davkov se odšteje, tako da ja, rečemo skoraj 2 evra na eno naročnino. Pol so pa tudi donacije, ja, to je pa direkt donacija prek PayPala, to jaz dobim skoraj vse, razen 1% PayPal vzame ali nekaj takega, ali 10, zdaj pa ne vem, 10, po moje 10, ja. To je pa čisto na ljudeh, to ti ne moreš predvideti, koliko boš dobil, če boš sploh kaj dobil, isto za naročnine. To pač ti live streamaš, pa upaš, da bo kaj. Oglasi so na Twitchu isto kot na YouTubeu, ampak zelo malo dobimo od oglasov na Twitchu, ni kaj veliko. Kar se pa vse prek Twitcha tiče, naročnine ali pa neke druge malenkosti so, ko lahko, ne vem, zvok vklopiš ali pa karkoli. To pa dobim prek Twitcha vsak mesec, pač moraš izpolniti ful nekih formularjev in se povezati s svojo kartico bančno in pol dobiš vsak mesec nakazano. Donacije pa dobiš direkt na PayPal in bolj pač z njimi delaš, kar hočeš. In ne, ti ne rabiš nobenega gledati nazaj, to je tako YouTube je, samo da je v živo. Nobenega ne rabiš nazaj gledati, nobenega ne rabiš donirati, to je dobra volja ljudi. Eni pač, ko imajo mogoče ekstra denarja, podpirajo kreatorje na ta način, zato da lahko jaz to nadaljujem. Zato. Ker mi smo v bistvu, z enimi smo prav prijatelji, z enimi sem že 5 let v stiku na nek način. In ko jaz nekaj njim prinesem, ali zabavo, ali nasvete, ali pač to, da sem tam kot družba in oni meni iskreno.
ta koncept je mogoče malo neznan v Sloveniji, čeprav, no ja, niti ne, se imamo tudi slovenske live streamerje, ampak ja, v bistvu si odvisen od ljudi. Zdaj pač z namenom streamaš, da boš samo to, da boš dobil denar, boš verjetno hitro razočaran, isto na YouTubeu, ampak ne vem, kar gre, no, kar deluje, kdaj je manj, kdaj je več, nimam, nikoli ne vem, kako bom zaslužila. Vsak mesec je malo drugače, YouTube isto. Dobro, YouTube je mogoče malo bolj stabilen, razen na začetku leta vedno se ful pade, jaz ne vem zakaj, ampak tako se je zdaj že vsako leto pokazalo. Jaz se ful svetim, ker imam zdaj ful luči okoli sebe, ne švicam, obljubim. Ampak tukaj pri Joshu nekako si ne znam kamere naštimati, da ne bi se toliko svetla, pa vse imam skoraj isto, ne vem, ne. Tako da pogostost oddajanja nima veze z zaslužkom v smislu, da bo Twitch ti dal več, ker Twitch ti skoraj nič ne da v bistvu. Razen nam 1 euro na stream dobim od oglasov. Torej večkrat greš v živo, več je možnosti, da te ljudje gledajo in se naročijo, kupijo naročnino ali pa donirajo, tako da ja, to je pa tako, vsaka socialna omrežja so na tak način narejena, da bolj se pojavljaš, več imaš možnosti, da boš viden in da se nekaj zgodi, ne? Ker če enkrat vsake toliko, da nekaj zaslužiš, verjetno ne boš nič zaslužil, ne? Tako da jaz to delam 5-krat na teden vsaj 3 ure, 4-5, odvisno. Tako da je kar, ja, jaz cele dneve če ne snemam, montiram, če ne snemam, montiram, sem na prenosu v živo, če ne delam to, snemam kako sodelovanje in je vedno nekaj in ful sem vesela, ampak včasih je malo preveč, tako da, tako sem rekla, sem ene stvari na stran dala letos oziroma probam čim manj. Koliko povprečno na mesec zaslužim z YouTubeom? Tako sem rekla, ni vedno isto, kdaj je več, kdaj je manj, recimo, lahko vam čist direkt povem, koliko sem imela zdaj. Zdaj, kot sem rekla, novo leto je ful slabo. No, leto je ful slabo, pa itak pač nam tudi ogledi, kdaj jih je več, kdaj jih je manj in to tudi to, ne. Moram reči, da se ne več toliko obremenjujem, kot sem se včasih. Zdaj, ker ne znam pogledati, koliko zaslužim. Oktober 411, november 387, december 352, januar 227, februar 261, marc pa še teče, tako da 227 je zelo malo za toliko dela, ko jaz dam to, ampak me niti ne več briga to, kot sem rekla. Sem pa skozi vsa ta leta jaz nekaj denarja tudi investirala in se počutim bolj varno glede tega in tudi če en mesec zaslužim 200 evrov, se ne bom sekirala. Kakih 2 leti nazaj bi se, ne, ker pač kako bom pa račune plačala. Ja, pol na Twitchu je pa, na Twitchu povprečje malo več zaslužim, tudi s donacijami, ampak vse skup ni, da bi zdaj, jaz se nekaj lahko, kaj je ona beseda, ko jo vsi uporabljajo, preseravala. Ampak kot sem rekla, jaz sem si, ko je bilo kaj več v tistem vrhuncu med korono, ko so vsi bili na internetu, takrat sem jaz ne več zaslužila. V tistem cajtu sem si jaz dosti prišparala, nekaj investirala, kot sem rekla, za te hude cajte, ko ni toliko. Mislim, da mi pomaga, da to res delam iz vidika interesa, ne samo za denar, ampak itak, da moraš preživeti, nič ni narobe s tem, da si želiš več denarja, oziroma rabiš ga, ne. Ni povprečja, težko rečem, začetek leta je bolj počasen, pol pa vedno več, zato ker verjetno tudi firme manj plačuje za oglaševanje, kaj jaz vem. Pol je tudi odvisno, koliko ogledov sem imela, v katerem mesecu in tako naprej. Pol je ful nekih pohval, pa da me gledate že od začetka, kako lepo, čestitke. Za 7 let truda, vztrajnosti tvojega vlaganja v sebe, vide za pristnost, hvala in hvala, ker si. Zaradi takih je svet lepši, vse dobro želim. Evo, zato jaz to delam, ker si želim, da bi bilo več ljudi na YouTubeu, ko so lahko tvoj vzor ali pa nek trenutek, ko se sprostiš, pozabiš na vse, pa ne pravim, zdaj jaz sem najboljša, ne delam napak, ampak toliko sranja je na internetu, pa ljudje, ko ne prevzemajo odgovornosti, kaj objavljajo, kaj rečejo in mislijo, da se ne rabijo izboljšati. Jaz vedno pravim, vedno smo lahko še boljši, vedno si lahko boljša oseba, lahko delaš na sebi in jaz sigurno če bi 7 let nazaj pogledala, je ful stvari, ko jih zdaj ne bi delala ali pa bi rekla ali pa marsikaj sem spremenila in če misliš, da si zdaj najboljši in da nič ne rabiš popraviti, se motiš. Kaj sem se v teh 7 letih naučila, ko si začela snemati, pa do zdaj.
jaz nimam nekega sistema danes, ko odgovarjam na vprašanje, nisem kaj razmislila, ampak nikoli nisi 100% pripravljen, da nekaj objaviš. Posnami, zmontiri, objavi. Naučiš se stvari skozi proces, ko nekaj delaš. Ne moreš samo razmišljati pa čakati, da boš nekaj naredil perfektno, ker verjetno čez 2 leti se ti itak ne bo zdelo perfektno. Tako da kar objavlji. To je, kar se tiče tak socialnih omrežij. Ena zelo pomembna stvar, ki ti lahko tudi prav pride v življenju, ne samo če delaš YouTube, je, da vztrajnost, pa da si dosleden, torej da redno nekaj delaš, ponavljaš skozi leta, se bo nekje poznalo in boš nagrajen. Nič ne pride hitro, ni hitrega denarja, ni hitrega uspeha. Če hočeš biti fit ali pa se zrediti ali pa zgubiti kile, rabiš cajt in trud, pa voljo, pa disciplino, tako je z vsemi stvarmi. In ja, meni se tudi kdaj ne da, marsikdaj se mi ne da. Se mi zdi, da ljudje smo lena bitja po naravi in se moraš kar malo brcniti v rit. Meni ful pomaga, da si urnik naredim, ne vem, da rečem v sredo bom objavljala YouTube, streamala bom ta dan ob tej uri. Seveda, na srečo to moje delo, če se mi karkoli zgodi ali pa da karkoli gre narobe, lahko še vedno prestavim, ampak vseeno v moji glavi probam, da to res naredim, samo ko pač ne gre drugače. Pol tretja stvar, ki se tudi lahko na življenje naveže, ampak predvsem na to, da se izpostavljaš na internetu, je, karkoli boš naredil v življenju, bo nekdo imel nekaj zapovedati. Si suh, si presuha, si nezdrava, si slabotna, si debel, si lena, ješ ko pujs, se zrihtaš, izgledaš dobro, le je to fino, kako se skozi nekaj rihta. Če se ne zrihtaš, ne počešeš, pogledajo, kako je zanemarjena. Tako da, karkoli naredi življenje, vedno bo nekdo, ko bo rekel, imel nekaj zapovedati čez tebe, tako da probi jih ignorirati, ti sebe poznaš, veš, iz kje prihajaš, od znotraj mislim, in videz ni toliko pomemben v življenju, kako naven izgledamo, kako se naven kažemo, ni pomembno, da smo vedno zrihtani, ni pomembno, da imamo vedno čisto stanovanje, da imamo vse v redu, da je naša zveza perfektna. Jaz na internetu že toliko cajta kot gledalec tudi, več kot 15 let, 16, 17, ne vem, od kdaj YouTube obstaja. In jaz sem že sploh ne morem več gledati ljudi, ki kažejo neko perfektno sliko življenja. Ne morem. Pač saj vem, da je mogoče, ko si mlajši, ti je zanimivo to gledati pa sanjariti, ampak bolj si pa hitro razočaran. Pa ne pravim, da morajo ljudje svoje težave kazati na internetu, samo vzemite vse malo z rezervo, ker od nobenega življenja ni perfektno in jaz si ful ne želim to kazati. Jaz sem ful taka, jaz sem bila vzgojena jaz sem skoraj kot en fant bila vzgojena, zato ker pač ne vem. Hišo so imeli vrt in jaz ne vem, nikoli se nisem bila glih ona princesa, jaz sem bila bolj obratno in kolikor sem zdaj vesela za to, takrat je bilo kar nekaj stvari iz otroštva, ko so me matrale, v glavnem, pač ja, jaz mogoče nisem ona tipična ženska, ko hoče imeti vse tip-top, pa se ful rada zrihtam, ful imam rada make-up, rada si nohte nalakiram, imam pa dneve, ko si nič od tega ne naredim in mi je čisto vseeno. To pa pride po mojem malo z leti, verjetno, da ti ni toliko važno. In to hočem jaz tudi na YouTubeu pokazati. Različna življenja imamo in ko rečejo, vsi imamo istih 24 ur dnev, ne, nimamo. Ne morem se primerjati z nekom, ko ima 2 otroka, hodi v službo od, ne vem, 7 do 4, pa mora pol skuhati kosilo, poskrbeti za otroke, se igrati, pa še nek hobi imeti ali pa iti v telovaditi, pač ne, nimamo istih 24 ur dnev. Tako da, ne se primerjati z ljudmi na Instagramu in YouTubeu, ker moje življenje je moja vsebina. Torej, to, da jaz toliko kuham, jaz vedno razmišljam, upam, da vam ni bad, ker to kuham, zato ker se počutite mogoče, jaz bi tudi, sam nimam cajta in mislite, kako ni uspela skozi kuhati. Ker imam cajt za to, oziroma ker to postane moja vsebina in zato jaz lahko to kuham. Isto fitness trenerji. Ko se mi primerjamo s fitness trenerji ali pa fitness influencerji, ko so izklesani, pač nerealno je to, zato ker to je njihova služba, oni živijo za to, da so izklesani. Oni cel dan namenijo temu, cel dan namenijo, da dobro jejo, da se razgibajo, da telovadijo, pol še koga trenirajo, verjetno zraven. To je njihovo življenje, to je njihova služba. Si predstavljaš, da imaš 8 ur na dan cajta, da se posvetiš svojemu telesu in svojemu zdravju. Je drugače, ko pa nekdo, ko ima mogoče
mogoče 1 uro na dan, plus milijon drugih stvari, ki te utrudijo. Tako da, vedno, ko gledate nekoga na internetu, imejte v mislih, to je njegovo delo in on si lahko privošči in lahko da več cajta v to. In ker smo že glih pri tem, ne verjamem vsega, kar vidiš na internetu, dobila sem nekaj vprašanj glede, to je bilo 1 mesec nazaj, tako da se opravičujem, ker je to že malo pomrlo, ampak kaj mislim glede drame o Lepi Afni? Ja, jaz nje ne poznam, jaz nje niti ne gledam, mogoče sem kak video pogledala, pač ker itak slišiš za nekoga, ampak jaz ful ne spremljam te slovenske scene. In ja, ne vem, kaj se je dogajalo. Ampak, še enkrat, ne idealizirati ljudi na internetu, teh ustvarjalcev. Ne misli, da so najboljši, da so perfektni, da niso vedno, da so vedno prijazni, da imajo dobre namene. Ne poznamo jih osebno. Pazi, koga imaš za vzor. Zato, ker boš lahko hitro razočaran. Jaz recimo v otroštvu se spomnim, ko si še toliko mali, da ti noben nič ne pove. Svojo družino, celo družino, mislim, kot širšo družino, vidiš vse kot ful super fajna, ne? Razen če kaj očitnega, da je narobe. In pol, ko začneš biti najstnik pa to in ti začne malo govoriti, kaj je kdo naredil, pa kaj, in si ful razočaran. Jaz se to tek spomnim, jaz sem what? Veš, ko vidiš nekoga v eni luči in pol ti nekdo pove, kaj vse se je zgodilo, ko si bil ti otrok. In si what? Tako je isto na internetu in ne se preveč investirati, ne preveč idealizirati ljudi, misli, da so idealni in da hočeš biti kot oni, ker zelo pogosto boš razočaran in ugotovil, da niso kaj boljši. Ampak jaz ne morem njih komentirati, ker je ne poznam. Not my vibe. Jaz si samo želim, da bi več ljudi svoje platforme uporabljalo v bolj koristne namene, ko pa širjenje drame pa nepomembnih stvari. Dobila sem eno hejt vprašanje, zdaj ga bom prebrala, ker pač se bom odgovorila. In se to tudi malo na drame navezuje. Zdiš se mi malo obupana zadnje čase, kot da dobivaš manj pozornosti, kot si vajena. Ne vem, kaj točno nakazuje, da sem obupana. Veliko imam stvari v življenju, ko so me užalostile, ko so me težile, dihati ne morem in tako naprej. Maček nam je umrl, dedi se je poslovil od nas, ful sem imela dela, bila sem overworked, outburned, karkoli. In ja, če sem se zdela obupana v tistih trenutkih, je zato, ker sem bila. Da se bi pa to navezovalo na pozornost, jaz, to sem se glih zadnjič z nekom pogovarjala, mislim, da, z Lejco sem se to pogovarjala. Ljudje mislijo, da ko si ti na internetu pa snemaš videe ali pa na prenosu živ, karkoli, da si pač influencer, ustvarjalec vsebin, da to delaš za pozornost. Definitivno so ljudje, ki to delajo samo zato, ker pač rabijo neko potrditev, pozornost. Jaz sem vam že tokrat povedala, kako sem jaz bila sramežljiva. Tudi ko sem začela YouTube, mene je bilo tako sram. Veš, ko po eni strani hočeš, da te noben ne vidi pa gleda, nočeš vzbujati pozornosti, po drugi pa bi rad delal YouTube. To je ful kontradiktorno, vem, ampak verjemi, veliko introvertov in teh bolj zadržanih ljudi uporabi internet kot neko orodje, da se odprejo, čeprav nočejo pozornosti. Vem, da je to enim težko razumeti, ampak jaz ne maram pozornosti, ne maram praznovati rojstnega dne. Jaz ful rada grem na rojstni dan, ampak ko pa jaz praznujem, sem ne me gled, ne, nočem tega, nočem onga. So dnevi, ko si jaz želim, da se ne bi rabila izpostavljati v tem smislu pozornosti. Tako da to je čist faljeno. To je čist faljeno. Če jaz vem, kako pridobiti pozornost. Jaz bi lahko delala clickbaite, bi dala v naslov nekaj dramatičnega ali pa na sliko. Lahko bi se vmešavala vse drame, ki se dogajajo, ker vem, da se dogajajo, ampak to ni moja stvar. Jaz bolj cenim mir v svojem življenju, kot pa oglede in pozornost. Tako da ne vem, iz kje to izhaja, ampak to je itak nič takega, normalno vprašanje navadnega hejterja. Pa ne hejterja, mogoče nekoga, ko ne zna razumeti dlje od svojih mini grahovih možganov. Ne vem, zakaj izgledam obupana, definitivno ne zaradi pozornosti, ampak ja, življenje je včasih težko in se dogajajo težke stvari in smo obupani, ampak glih to je point in jaz kažem vam vse, tudi ko so težki trenutki. Meni je najtežje, ko grem skozi nekaj težkega in pol moraš ti še naprej delati in vsem razlagati, imeli smo smrt v družini, ne morem zdaj to in pač
življenje se ne ustavi, delo se ne ustavi in ta del je mogoče res težek in včasih si želim, da bi lahko samo pač izginila, ampak po drugi strani pa nočem zgubiti YouTubea pa mojega Twitcha, ker mi ful pomeni ta ne kot sam služba, ampak kot moje socialno življenje in moje poslanstvo, da nekaj dam življenju, karkoli delamo, kjerkoli službe delamo, je point, da nekaj damo družbi. In kakor sem jaz včasih se počutila, da itak ne delam nič pametnega, eni radi reče, da itak meglo mešam, mislim, ja, se izgleda na trenutke tak, ampak kruli me. Pol pa pomislim, jaz sem lahko zgled ful ljudem, lahko vplivam pozitivno na ful ljudi, ali pa enostavno samo nekomu delam družbo in mu to ful pomeni. Je kar globine v tem delu, kar jaz delam in sem rabila nekaj cajta, da sem dojela, da jaz v bistvu lahko na več ljudi vplivam, ko pa če bi delala kaj drugega. In če grem na to, jaz sem študirala likovno pedagogiko, torej da bi bila profesorica likovne v osnovni in srednji šoli. Ampak na koncu študija sem jaz tega ne bi delala, ker se mi je zdelo, da me bi dosti omejevalo v smislu zaslužka, v smislu časovno, In takrat sem se bolj odločila, da grem svojo pot, kar je bilo kar težko, ni bilo enostavno niti malo, ampak ker vem, da me je pripeljalo, ker sem zdaj ne obžalujem tega, ampak ja, kar mi je pa glih zadnjič sem to na streamu govorila, kar mi je pa žal, da ne učim je, ker se mi zdi, da imam nek občutek za otroke in vem, da je omejitev v šoli. Vem, da je omejitev v šoli, da moraš se pač držati svojega učnega plana in je zelo malo prostora za vzgojo, ampak meni se zdi, da je šola velik del vzgoje, ti preživiš večino cajta v šoli kot otrok, z učitelji, z sošolci, skoraj več kot starši, In se mi zdi, da bi vzgoja mogla biti bolj pomembna v šolah, kot pa učni načrt. Torej vzgoja za življenje, vzgoja za, da si dober človek do otrok, da jih naučiš kaj več, kot pa sam, kar je v tvojem učnem načrtu. In ta del mi je mogoče nekaj, kar obžalujem in vem, da jaz pač ne učim v šoli, vem, da ni tak idealen, da pogoji niso idealni, ampak jaz verjamem, da imam nek ta naravni čut za to. Kakor sem imela prakso v šoli, ko sem učila, mi je bilo všeč in se mi zdi, da znam tudi neko avtoriteto, disciplino postaviti, hkrati biti pa odprt človek, ki zna tudi mogoče kaj več naučiti otroke. Ampak bolj se spomnim, da imam YouTube in da me dosti mladi gleda in upam, da se kaj naučijo. Sem vesela, da sem se odločila to, kar sem se odločila. Kako jaz pridem na to temo iz hate komentarja, jaz ne vem. Kaj si kot mala želela biti po poklicu, katero srednjo si hodila? Jaz sem hotela na banki delati, bančna uslužbenka sem hotela biti. Hotela sem tipkati, hotela sem pisati, hotela sem biti, ne vem, na računalniku ali nekaj, kaj jaz vem. Matematika me sploh ne zanima, mimogrede, ne vem, to je bilo v osnovni šoli. Pol s cajtoma pa nisem več vedela, kaj bi rada. Tako da sem se vpisala v srednjo šolo gimnazije Ravne na Koroškem, ker ponavadi se mi zdi, da greš v gimnazijo, ko ne veš, kaj bi in pol greš naprej nekaj študirati. In tudi po gimnaziji nisem vedela, kaj bi in sem šla ekonomijo študirati. Se spomnite, ko sem rekla, da me matematika niti malo ne zanima? Ekonomijo sem šla študirati. To je faks, ko gimnazija, pač ne veš, kaj bi, pa greš tja. Pol po enem letu sem jaz ugotovila, ne, to pač ne bo šlo. Ne vem, od kje je meni na idejo prišlo, da bi jaz likovno šla študirati. Jaz sem vedno ful risala kot mala, ful risala pa ustvarjala, slikala pa ne toliko, razen pri likovni. Pri likovni sem ni tako vedno, je ful fajn šlo. In pol sem začela slikati in vaditi in tako naprej in sem jaz grem na likovno pedagogiko. Res ne vem, od kje mi je ta ideja prišla, ne vem in sem vesela, da je prišla in sem pogledala, kdaj so sprejemni in tako je bil že prvi rok mimo in pol so samo 3 sprejeli v drugem roku in sem fuck. In sem jaz vadila risanje, ne, predvsem slikanje sem vadila, ker slikanje se mi je zdelo, da ne znam toliko. Zdaj pa recimo več slikam, ko rišem. In pol sem šla na sprejemne izpite, tek strah me je bilo. Risati smo mogli 4 ure akt, torej ena punca je pozirala, 4 ure risanja, pauza in pol so tihožitje postavili, grozdje, posode in tako naprej, draperijo in smo mogli slikati, zakrili 4 ure, tako da tek zašvicala sem, tek sem bila, ja, v glavnem,
sprejeta sem bila. In ne bom nikoli pozabila, ko sem domov dobila pismo, pravno iz filma je bilo pismo, sem domov dobila iz pedagoške fakultete in sem bila, kako me je bilo strah odpreti in pol, ko sem videla, da sem sprejeta. To je bila taka sreča, ampak vam povem, kaj sem jaz predtem delala. Res da bi vedela, kaj je manifestacija, sem jaz manifestirala to. Se spomnim, ko sem hodila po polju na sprehodu, sem si predstavljala, kako bom jaz učila likovno, kakšna bom kot učiteljica, kaj bomo delali. Pol sem si predstavljala, kaj slikam, rišem, kiparim in tako naprej. In sem na ta način se dala v ta mindset, da mi bo ratalo in mi je. Seveda moraš imeti talenta, ampak glede na to, da jaz nisem celo srednjo šolo se dotaknila svinčnika in nisem delala nič, kar se tiče likovne, ker smo imeli krajno likovno v srednji, nič nismo delali. Nekaj malo te likovne zgodovine, umetnostne zgodovine, ampak kar nekaj. Da sem iz tega šla na sprejemne v drugem roku, ko so samo 3 sprejeli, je bilo, nisem imela veliko možnosti, ampak sem bila sprejeta in sem bila tek vesela in študij likovne je bil meni ful fajn. Je bilo itak tudi nekaj slabih stvari, ampak v glavnem ga imam ful dobrem spominu, prijatelji. Tak bolj, kar malo srednješolski vibe je bil, ampak boljš, ful boljš. Čeprav zdaj ne učim in ne uporabljam svoje izobrazbe za to, kar delam, toliko sem se naučila. V bistvu na nek način zdaj delam več po svoje ustvarjanje, ko pa bi, če bi bila učiteljica, sem 100% več slikam, več rišem, več kiparim, ko pa bi kadarkoli. Kot učitelj nimaš tega cajta, ti učiš druge in otroci to delajo in v bistvu je to boljša verzija tega, kar sem se učila. No, v glavnem. Jaz vidim študij ne kot sam da imaš diplomo magisterija, ampak to, kar me je naučilo, da sem javno nastopati mogla, da sem mogla učiti v šoli. To je za nekoga, ko sem bila jaz, bilo ful. V drugem mestu sem bila, v Ljubljani sem bila, Cimre sem imela, ljudi sem spoznala, Edina Korešica sem bila v razredu, nisem nobenega prej poznala, Andrejo sem spoznala tam, sošolki smo bile, kako dobro, ko pomislim zdaj nazaj. V glavnem, taka izkušnja v življenju, ne glede na to, kako zdaj to diplomo uporabljam ali pa je ne, je bila nekaj najboljšega in nikoli ne bom to obžalovala. Ful sem vesela, da mi je to na pamet sploh prišlo, res najboljša leta. In to je tudi znak, da tudi če nekaj misliš, da veš, kaj bi delo, se zgodi, da ugotoviš, da ni to. In jaz pravim, da moraš v življenju se potruditi, pa dati energijo, pa trud v nekaj. Je pa tudi okej, ko si, premisliš v smislu, meni to nič več ne daje. Recimo, jaz sem 7 let ličila, bila vizažistka, make-up artistka. In po 7 letih pa dobro mi je šlo, ful, dobre make-upe sem delala. Bila sem zelo popularna v svoji regiji, ampak pol čez cajt mi je predstavljalo več problemov kot ne, ker sem se mogla ful voziti, vikendi skozi in se mi je zdelo, da se nič več iz tega ne morem naučiti, nič novega več ne dobim iz tega, sploh ne govorim o denarju, ampak tak nasploh kot rast osebe mi ni kaj veliko dalo, tako da sem pol rekla, jaz bom zdaj pa nehala, še vedno imam rada make-up, ampak ja, so druge stvari na vrsti. V življenju je toliko stvari, ko jih lahko delaš, zakaj bi celo življenje isto delo, razen če res ful uživaš v tem. Tako da ja, to je to. Kdaj obžaluješ svoje odločitve glede šolanja, izbire poklica, bi se kdaj odločila drugače? Kot sem rekla, ne bi se odločila drugače, ker mi je bilo ful fajn, tudi če pomislim na te dele, ko sem bila v srednji šoli, ko mi ni bilo všeč, ali pa 1 leto na ekonomiji. Če je konc bil dober, se mi zdi, da se je to moglo zgoditi, da me je do tja pripeljalo in ni mi žal, ker sem se toliko več naučila, kot pa samo to, kar poklic od mene zahteva. Tako da, ja. Zdaj ne je to kako neprimerno vprašanje od kakega tipa, ampak mi je čisto vseeno, ker poznam te forice. Kakšne tangice najraje nosiš, mogoče priporočilo za res dobre, ki ne žulijo in režejo? Jaz imam te najrajš od Eona brezšivne pajkice, brezšivne tangice. Te, ko izgledajo tako ena koža, imaš jih tudi v H&M, se mi zdi, ko imajo čim manj teh šivov, pa čipkec, vse lepo zgleda, samo pod pajkicami ali pa da te ne režejo, je pa boljš, da imaš čim več teh. Pazi, da si res dosti velike kupiš, da te ne režejo pol. To je tudi pomembno. Tako da to jaz večinoma nosim.
Bi lahko povedala, kakšne osnovne informacije, kak je med SP za koga, ki ga zanima, pa nima pojma, kako to gre. Torej, ko si ti odpreš SP, prvo leto plačuješ polovico prispevkov, zdaj so, ne vem, so 300 € ali koliko, ali 250, drugo leto malo več in pol tretje leto že polno plačuješ, kar je pa 500, ne vem koliko evrov. Pol imaš pa še, plačuješ akontacijo, to je pa v bistvu davek na zaslužek. Torej, imaš neko fiksno ceno, ki je okoli 550 € recimo, pa imaš akontacijo, ki je lahko, recimo, še dodatnih 50 €. Tako da je ful. V bistvu greš na to vem točko, ja, in si odpreš SP, moraš pač imeti te osnovne podatke, kaj boš delal, moraš si kategorije najti. Ok, to sem še pozabila. Zanima me, ali slučajno veš, kako je sedaj bivši cimer Mucuruki. Nisem ga obiskala, ker on je tak, on pride pa gre, ne moreš vedeti, kdaj bo tam, pa kdaj ne. Ampak vidim slike od bivših sosed cimer na internetu in Ruki je super, duper fajn, lepi čonki balon. Dala te sliko od njega. So pa ugotovile, da ima lastnika, sicer starejšega moškega, mislim, da 90 let starega in ja, on pride na obisk, tako da ni sam, ampak ja. Je ful lepo, da poskrbijo za njega čonki balonki. Zaradi njega imam rada črne mačke, pa ne, da jih prej nisem imela, ampak tako fokusirana sem na črne mačke, tako zaradi njega sem si želela črno mačko, ker sem tudi vedela, da črne mačke niso toliko posvojene in da jih eni pač ne marajo, še vedno verjamejo te vraževerja in tako. Lahko pišeš svoj najljubši, najbolj vesel, smešen trenutek z Miko. Se mi zdi, da z njo se vsak dan ful smejim, ker je ful smešna, njeno mjavkanje, ko se z mano pogovarja, to je meni ful smešno. Zadnji trenutek, ko je podrla mačje drevo v moje ogledalo in pol je padlo na vodno fontano, ki je mimogrede zdaj crknala zaradi tega. To je bil zelo smešen trenutek in pol, ko je Mika tako naredila. Ko je tako pogledala. Kaj sem naredila? Ne, z njo je vse smešno, ona je ful smešna, mutika. Ne vem, da si po mojem mislite, mačka ni smešna. Ja, je smešna. Kako se do mene obnaša. Sem ne morem vedno snemati teh trenutkov. Najbolj smešno mi je, ko ona makaron poiše. Ok, to je ful smešno. Ko ona makaron najde, ta pene pasto, peresnik, in ga da v usta, pač prime ga z usti in začne neke zvoke spuščati, da mi pove, da je ulovila ona plen in mi prinese to na pojslo ali kjerkoli sem in ga pač spusti. In tisti zvok je... Meni je to tako smešno, da mi na ustih nekaj prinese, ko en pes. Zadnjič je to doma pri starših naredila in smo jaz in brat slišala in sem rekla, bratu, ziher makaron prinese, ker vem njen glas, ko ona prinese meni makaron. In ja, itak na ploščica ga je dovrgla in se je čulo in je bilo ful smešno. In pol se je igrala z njim in je roštalo po celi bajti. Roštalo, kako je to slovensko? Glasno je bilo, glavnem. Tako da Mika je moje življenje, Mika je moja hčerkica in imam ful rada in si ne predstavljam življenja brez nje. Vsak dan je najlepši, najbolj vesel trenutek z njo. A mi lahko prosim poveš svojo motivacijo, da greš kaj narediti za sebe, ker jaz je kar nimam, naprimer, da greš na sprehod fitness. To nobenemu ni všeč, ko pač povem, da motivacija ni dost, motivacija pride pa gre, tako sreča, ti moraš imeti disciplino. Jaz ti predlagam, da začneš z manjšimi cilji, ne vem, če se ti niti na sprehod ne da iti, reči si, grem sam ven, za 5 minut, 10 minut malo postopati. Naslednji dan probaš malo več in pol boš, ne vem, navada traja recimo približno 18 minimalno dni, da se navadiš na nekaj. Kot začni z manjšimi koraki, ne rabiš zdaj na polno nekaj, če nič ne delaš, pa iti kar na polno 1 uro laufati ali pa 1 uro na sprehod. Lahko greš za 10 minut, boljš kot nič. Tako da ja, disciplina je pomembna, motivacija pa pol sajtoma pride, pa ko imaš motivacijo, jo izkoristi. Veš, ko imaš kak dan, ko si jaz bi šla zdaj laufati, poj, izkoristi to. Ampak vsak dan tega pričakovati ne moreš, ker pač se ne počutimo fajn vsak dan. Zakaj moj brat na vozičku? Jaz sem ga vprašala, če mi dovoli o tem govoriti, tako da bom povedala. Torej, moj brat v bistvu ni na vozičku, občasno je, še vedno hodi s pomočjo tega držala vozička ali pa bergel ali pa vozička, odvisno od situacije, pa kam gre, pa ta skuterček ima, ko se lahko vozi z njim. Njemu se ni nič zgodilo, on je bil rojen s tem, ampak ko je bil mali, se niti ni toliko videlo, oziroma se skoraj ni videlo, ko je bil še otrok. Pol pa je vedno bolj, ko je rastel, se je opazilo, da hodi tako malo bolj na nad, pa po prstih z nogami.
Pri zdravniku so enkrat rekli, da je to puberteta, pa da bo zraslo ven. Kar je ful čudno, no in pol končno so se razjezili doma in rekli, da to pač ni normalno in pol je šel na specialistične preglede in pol mislim, koliko je bil stara, 12 ali celo manj, ko je imel operacijo. Torej, te zadnje kite tam pri mečih ima prekratke, mišice spredi oslabljene in zato pol pač ne more stegniti noge in hodi po prstih in tako. Ja, naprej. Niti ni imel toliko na not, bolj tako, ja, v glavnem. Pač rojen je bil s tem in vedno je slabše ratovalo, tudi po operaciji, pač ni zdaj to se ful zboljšalo kaj. Pred kratkim je prišel tudi na ene preiskave glede živcev in tega, nevrologo ali neki in so tudi neko diagnozo postavili, ki se imenuje. Ja, ful je zanimivo, kot jaz se tega nisem toliko zavedala, ko sem bila mlajša, ker pač kot otrok si navajena, smo skupaj živela, nisi to videl. Pol pa začneš opažati, ko si malo starejši, kako ljudje strmijo, pa se sprašujejo, pa otroci izzivajo, Je kar taka težka stvar za nekoga, ko je najstnik, tako je on bil. Iz moje perspektive mi je definitivno bilo težko. To je taka kar globoka tema, bom rekla, ko bi lahko vsak starši iz svoje perspektive govorili, brat seveda iz svoje, nekako to doživlja pa jaz, ampak to ni zdaj na meni, da govorim, oziroma ne vem, če bi hoteli sploh o tem govoriti. Tako da, meni se zdi, da če bi jaz bila v njegovi situaciji, ne bi tako dobro tega sprejela, oziroma živela s tem tako on. Pa ne pravim, da mu ni težko ali pa karkoli, ampak se mi zdi, da on zna s tem živeti na nek način, je tak človek, da zna se tudi zabavati iz tega včasih. No. Pač so pa sigurno težki trenutki, kolikrat je padel ali pa si je kaj tudi zlomil zaradi tega in kako težko se pač te osnovne premike dela, ni enostavno. Je pač, jaz po moje ne bi tega preživela na tak način oziroma doživljala na tak način, kot on, ker sem preveč taka slabotna glede psihičnih stvari. In tako posledično tudi najti službo s tem je vedno bil problem, rabi pomoč. Ja, v bistvu nikoli nisem o tem govorila. Tudi avto, recimo ta avtomatik je avtomatik, pa ima pol to ročko, da lahko z roko vozi, da lahko vozi avto in tako naprej. Je pa moj brat 5 let starejši od mene. Mi da smo se včasih ful kregala, ful tepla. Ja, kritično je bilo. Zdaj pa mislim, da se kar fajn zastopima, pa smo skozi v stiku, tako da včasih moraš samo ven zrasti. Ali si bila vzgojena v veri ali veruješ? Ja, jaz sem bila vzgojena v krščanski veri, hodila sem v verouku, mimogrede, ful sem rada imela verouk. Imam vse zakramente, obhajilo krst, obhajilo berma. Jaz bom tako rekla, jaz spoštujem vere, vse vere, spoštujem tiste, ko verujejo, če to uporabljajo v dobre namene, kot neko orodje, da so lahko nesramni, se jim bo Bog odpustil. Nisem pa zdaj, da bi ful prakticirala to na tak krščanski način. V cerkev grem pač, ko je namenjena maša komu od moje pač družine, kot nek izraz spoštovanja in pa tudi, da se spomniš, članov. In ja, jaz nikoli ne bi uporabljala besede ateist, ampak je to del mojega življenja, ampak ne prakticiram vere, oziroma ne verujem v tem smislu, ko sem bila pa vzgojena in to je čisto okej, ampak kot sem rekla, spoštujem, še vedno imam post, še vedno imam rada te krščanske praznike in ker so pač bili del mojega življenja, tako da, ja. Jaz pravim, da vera je čisto fajn, ker se mi zdi, da uči ful dobrih stvari, ni pa fajn, ko jo ljudje uporabljajo, kot sem rekla, v slabe namene. Mislijo, da če bojo več v cerkvi, pa če bojo več denarja dali v tisto košarico, da jim bo več grehov odpuščenih, ali pa da se sklicuje na Boga in tako naprej. Ja. Sem mogla malo pavze narediti, ker sem 1 uro pa pol sem in prav se mi zdi, da ful hitim čez odgovore in nočem tega, ker imamo cajt. Tako da, kava. In gremo dalje. A boš kmalu menjala avto, če ja, kaj bi si kupila? In pol je bilo pa še eno vprašanje podobno, in če bom prodala Corso.
Letos sem se odločila, da bom začela gledati avte malo, da začnem počasi se dati v to, da bom mogla zamenjati avto in gledam Toyote. Toyota Corolla ali pa Toyota Yaris Cross, ne vem, meni je ful všeč Suzuki Jimny, ampak to sploh ne deluje za mene, za dolge razdalje, pa za po mestu pač ni, ampak ta nov, kak je lep. Nočem si čisto novega avta kupiti, ker pol ful preplačaš, pač ne rabim jaz nekega, in sploh avta, saj vidite, Corso vozim že koliko let, pa cela zarjavela je, ampak jo pa popravljam skozi, tako da služi mi dobro, a jo bom prodala, ne vem, verjetno za kak ful mali denar, ker ne vem, če bo kdo hotel mojo Corso, čeprav, kot sem rekla, deluje, ampak kozmetično ni najlepša. Moj brat ve vse ful v avtih in on gleda in mi pošilja stvari, kdaj jo bom kupila, pa še ne vem, letos imam ful nekih planov, ne vem, če bo vse šlo skozi, finančno, tako da bomo videli. Vprašanje je bilo, če imam kakšne plane za poletne počitnice. Torej, lani nismo kje zares bila, na Madeiri marca, ampak prav poleti pa ne. Josh ima rojstni dan junija, tako da bomo šla, prvo smo razmišljali, da bi šla nekam na Hrvaško junija, ampak je ful vreme, na Hrvaškem še tako malo, junija ne veš, kaj bo. In bolj sem jaz rekla, da bi šla v Španijo. Jaz nisem bila v Španiji, enkrat sem bila, ko sem bila 18 za maturantski izlet in bi ful šla, pa tam je bolj ziher, da bo toplo in tako naprej. Pa na koncu koncev te skoraj isto cena pride, da greš v Španijo ali pa na Hrvaško. Sem gledala, da bi šla v Malago in ja, oba še nismo bila tam. Jaz sem bila v Barceloni, pa Lloret de Mar, on je tudi bil na več mestih, pa Majorki, pa ja, v glavnem, tako da Malorka, tako da bo plaža, pa tudi, da si še gremo kaj pogled na kak izlet, tako da bo malo mešanca uživanja, malo mešanca, da okoli hodiš pa si kaj pogledaš. Zanimalo vas je, kaj uporabljam na svojih laseh, kakaj je moja rutina. Zdaj, moji lasi ne izgledajo zdravi, ker sem imela včeraj kodre in spala sem čez njih in izgledajo ful kar neki, ampak so v bistvu ful fajn zdravi zdaj, samo niso pač stilirani. Jaz sem si nehala barvati lase, edino, kar pač delam slabo za moje lase je, da uporabljam kodralnike in tako naprej, ampak ne vsak dan, enkrat do dvakrat na teden. Jaz uporabljam večinoma od Aphrodite izdelke, najboljši produkt od njih mi je ta sprej Leave-in Conditioner. Ko si ga v bistvu nasprejaš lahko na mokre, na suhe lase, na špice in je kot nek balzam v spreju in jaz si ga večkrat na dan dam gor, da si res navlažim moje konice in tudi razčeše se dobro. Cela ta kolekcija od Aphrodite, pa to ni sponzorirano. Torej, ta cela kolekcija, maska, šampon in pa ta sprej so tako fajn za lase. Je pa res, da je pač Aphrodite Professional in je malenkost bolj drago, ampak je vredno. Tako da, ja, to zdaj uporabljam. Zdaj sem si začela malo bolj pogosto prati lase. Prej sem ful čakala, ne smem si prepogosto, tako naprej, ampak v bistvu je boljš, da si več pereš lase, ker da se ti ne nabirajo razne stvari na lasišču. Jaz sem vedno verjela, da moraš si natrenirati lase, ker so vsi to govorili, da bolj si pereš lase, bolj bojo masni, ker pač jim odstranjuješ vlago. Ampak to ni čisto res, ker se ti pol nabirajo stvari na lasišču in lasi ne morejo rasti normalno in tako naprej. V glavnem, to je cel en video, ko mi ga mislim, da ena izmed vas priporočala, da ga pogledam in je rast in moč las je globoka tema in se navezuje na hrano, na hidracijo, na lastno rutino. Torej, da Aphrodite izdelke imam, večinoma uporabljam šampon, poloni sprej, masko rečemo enkrat na teden uporabim. Pa vedno, ko si dam šampon, sem si zdaj začela masirati lasišče, tako da tako krtačko iz Primarka, pa ne vem, Teddyjo verjetno dobiš, ko si lahko masiraš. Take špičce da malo stimuliraš in si zmasiraš lasišče. Ful je bilo vprašanje, kako si odstraniti ogrce, kaj narediti, če imaš mozolje in tako naprej glede kože. Ful je lahko hormonsko, če si v puberteti, je definitivno hormonsko in dostikrat ne moreš kaj, zdaj odvisno, imaš prav akne ali imaš samo mozole, ker nikoli ne moreš z nobenim produktom ne moreš kar odstraniti nekaj ali pa nič ni magično. Recimo za ogrce vam lahko edino priporočam dvojno čiščenje. Jaz si to zdaj po novem delam, da si najprej z oljnim čistilcem obraz umijem brez vode, samo drgneš, imaš te balzame ali pa olje, jaz imam od Aphrodite spet te Professional. In si najprej z oljem, pol pa si to splakneš in pol si z čistilom ali v peni ali v gelo še enkrat počistiš obraz. Torej dvojno čiščenje.
Pa jaz si sam to zvečer delam, zjutraj si pa sam z vodo v redu splaknem obraz in nanesem kremo. Tako da manj je več, če konstantno menjuješ kozmetiko, koža ne bo utegnala niti dojemati, koža rabi neki cajt, da se navadi na neke produkte, tako da ne skozi menjati, ker nekaj ne deluje po enem tednu, to ne gre tako hiter. Ene stvari so hormonske, tako da nobena krema ne pomaga, če ješ recimo ful slabo hrano, pa imaš neravnovesje hormonov. Ene stvari pridejo s puberteto in pač moraš malo potrpeti. Jaz imam še zdaj kdaj vsake toliko mozole, pa jih včasih sploh nisem imela. 10 let sem bila na kontracepciji in to je pač hormonsko, ne? To so hormonske tablete in pol, ko sem nehala jesti, so mi lasje začeli malo bolj rasti in mozolje sem dobila in je trajalo kar nekaj let, da sem se jih znebila oziroma uravnovesila. Ena stvar, ki mi je ful pomagala, je Ekoškrnicl njihovi probiotiki. Zdaj trenutno ne jem njihovih dodatkov, ampak so mi ful pomagali z to uravnovešanjem hormonov, njihove probiotiki, pa imaš ful več stvari tudi za ženske, za pač prav te cikle in to. Mogoče si kaj od tega pogledaš. Ne, jaz nisem nek ekspert, tako da to je vse, kar lahko povem. Koliko časa smo že s fantom skupaj? 2 leti je bilo januarja, tako da 2 pa še nekaj mesecev. Ali boš zdaj izdala kakšno linijo svojih izdelkov, produktov? Ne, po moje, da ne. Vsak pride ven z nekimi izdelki. Kako linijo svojih izdelkov, produktov jaz ne bi imela, kar se tiče kozmetike, make-upa, to se mi zdi, da čist mi ne paše. Poleg tega je že toliko tega v Sloveniji, ko nek mrč se prodaja, ne, sploh ni, ne vem, a rabimo še eno stvar, ne. Če bi kaj, kot sem rekla, bi bilo nekaj s kuhanjem, kako kuharsko knjigo ali pa kak kuharski izdelek. Z Nino smo se kaj pogovarjali, če bi mogoče kaj skupaj ustvarili, da bi na nek način skupno pri Yumiju kaj naredili, kak kolab, to bi sigurno, da bi pa jaz začela sama nekaj razvijati pa delati izdelke, to pa me niti ne zanima. Razmišljam tudi to ful let, ampak ja, časovno, da bi si uskladila pa to ustvarila, ne vem. Ampak zaenkrat nimam nekih planov, iskreno, če bo, če ne bo, ne bo. Lahko mi je zdaj, ko je že toliko časa minilo, spilaš ti, kaj je bilo takrat drama s cimro? Drama s cimro, if you know, you know. Tisti, ko me zdaj že pa spremljate, 6-5 let, to že čakate kar dolgo, a ne? Jaz sem se odločila, da o tem nikoli ne bom govorila, ampak sem zdaj rekla, veš kaj, mislim, da se še dosti spomnim, da vam povem. To sem tako za sabo pustila, to je bilo tako obdobje v življenju, ko je bilo kar težko, kar se bivanja tiče, ampak najbolj smešna stvar te zgodbe je, sorry, ker pač vam ne direkt povem, ampak najbolj smešna stvar te zgodbe je, da tisto, kar sem jaz vam takrat rekla, mogoče vam enkrat povem, sploh ni bilo tako hudo, kaj se je še dogajalo. Tako da mislim, da je boljše, da sem počakala in zdaj po 4-3 letih vam povem. V glavnem, jaz sem imela prvo ful fajn cimre, nič posebnega, potem smo pa dobili eno novo cimro. Začele so zmanjkati stvari, jaz sem imela džin v hladilniku in sem ga enkrat odprla za en šlukec. Pol ga je kar manj, pa manj bilo, pa smo excuse me. In pol je začela cimra dolivati vodo noter, da jaz ne bi videla, da je zmanjkalo, ampak je bil pink džin, tako da sem opadla, da ni več pink. In sem bila, oh my god, in pivo mi je zmanjkalo in tako naprej, pač ko sem imela kako pivo, ne. In tako cela katastrofa je bila glede čiščenja in tako naprej. Eno cimro je pol lastnik ven vrgel, ker je bilo pač too much, pa tudi kregarija, nasilje neko je bilo, ne vem, s fantom. Pol je bila naslednja cimra, takrat je bilo v mene ful. Tako v bistvu 3 cimre so bile, ko se je nekaj zgodilo z njimi. Pol je bila pa še ena druga cimra in enkrat po noči se spomnim, da je kar naenkrat nekaj začelo ropotati. Slišalo se je, da v bistvu se dogaja nasilje nad njo od njenega fanta v sobi. Jaz nisem bila prvo sigurna, ker jaz sem bila vseeno v spodnjem štuku že takrat, ona je bila pa v zgornjem, pa bilo nas je 5 punc, pa ta fant je bil pri njej. Mi smo imeli takrat že s to skupino na Messengerju in smo pač pisali, a slišite to, a prav slišim, jaz sem se še zaklenila, pa tako strah nas je bilo. Težko je v taki situaciji, kaj narediti, da ne narediš hujše situacije, pa tudi bila stvar druge kulture, vere, in mogoče ta stvar je malo bolj normalizirana v njihovi kulturi, kar je ful žalostno, ampak ja, kočljiva situacija je bila. Ok, zdaj pa do najbolj dramatičnega dela, kar se tiče cimre. V tem primeru je pač ona bila. Torej, eno cimro sem imela pod sabo, ki je bila ful,
bi se izrazila, da ne bi bilo, da ne bo preveč vulgarno. Radodajke ji bomo rekli. Jaz sem ful naivn človek, jaz verjamem, da pač te stvari ne obstajajo, jaz sem ful, to ni možno, ne, ni tako hudo. Ona je imela fanta že koliko let, ampak skozi je en drug tip bil pri njej. Varala je, In skozi sta se drla, kregala, pila, v glavnem te glasno je bilo, polje včasih še kakšne pač prijatelje druge povabila in so se kar neki tepli, pa v glavnem katastrofa je bila in smo pač fulkrat rekli, lahko se to neha, bla, bla. In smo tudi pač lastniku rekli, tu so tudi sosede in lastniki se pritožili, mislim, lastniki je rekel, da mora nehati in tako naprej. In pol čez cajt, to sem iz zunanjih virov ugotovila, da ona v bistvu je sebe prodajala na spletnih straneh v Amsterdamu. Ona je fulkrat šla v Amsterdam, v bistvu svojim dolgoletnim tipom, ko je imel pač službeno nekaj in je tam oglase dala in se prodajala, ne, za seks. Tudi posnela je par teh videov, ne, odraslih. Jaz se spomnim, ko enkrat en starejši tip, tak pač nič posebnega, zgleda je 45, tipični 45-letnik, pač brez zamere, ona pa malenkost mlajša od mene. Je bil sam tako v boksarcah, pa v srajci sta v kuhinji bila, pa se hihitala, pa to, what? Pa kar v kupalnici sta neki cajt bila in sem jaz še vedno ful naivno mislila, to je bilo predno, sem jaz vedela vse te informacije, ko sem vam zdaj povedala. In jaz sem ful naivno mislila, da ne vem, nek prijatelj v smislu, ne vem, kaj jaz sem, niti podrazno nisem mislila, da je to tip, ko je plačal za nekaj, ne, za usluge. In ona je to čistek brez sramu tam bila, v glavnem katastrofa ženska, ugabno, pač dobesedno prostitucija, ne, se je dogajala, pač je bila, ne. To je to. Verjetno je še več podrobnosti, ko sem jih že malo zatrla, pa se jih ne spomnim, ampak ful cajta je bilo fajn tam, ko sem živela. Pol pa, ko je ta ženska prišla, je pač več cimer, ampak ona je bila najhujše, sam šlo dol. Ni bilo fajn, tako da sem bila vesela, ko sem se preselila sploh zaradi tega. In pol, ko sem parkrat srečala druge normalne cimre, sem rekla, kak je situacija in so rekli, isto je. Tako da smo spilali malo tija, ne? Nisem si mislila, da bom kdaj še o tem govorila, ampak naj vam bo. Ali ti je žal za katerega, da je bivši in da si se ni nekaj drugače naredilo? Ne. Ja, želim si, da bi stvari bile drugače, da bi jaz drugače mogoče reagirala, da bi prešla stran ali pa da bi se poslušala bolj. Jaz sem ful preveč dolgo vztrajala, v obeh bivših zvezah sem ful preveč dolgo vztrajala, ko stvari niso bile v redu in sem se prepričevala, ne, sej bo, pa ne smeš obupati, ne, 6 let, pa ne vem koliko let, pol v drugi. Jaz sem vedno imela dolgotrajne zveze, ker pač nisem jaz človek, ko prva stvar, ko gre narobe, obupam, ampak enostavno prva zveza nisma rasla skupaj, če sma bila na drugih koncih, jaz sem študirala, on je že delal, on bi si že stanovanje delal, jaz se še sploh nisem bila na tej točki, niti ne vem, se mi zdi, kot da si nisma dala in drugemu to, kar bi pač rabila, vsaj jaz sem tako čutila. V drugi zvezi je bilo pa tako bolj, da jaz nisem bila toliko cenjena, da nisem bila spoštovana in je ful bilo nekih toksičnih stvari. Tako da ne obžalujem, da je kdo bivši, obžalujem sem, da sem toliko cajta porabila. Vem, da pridejo izkušnje in da pač zaradi tega sem, kjer sem. Dosti je bilo tudi dobrih stvari, ne, ampak malo preveč dolgo sem vlekla neke stvari. Moj najljubši lip gloss. Jaz ne uporabljam neki lip glossov, uporabljam te lip oile, ko so v bistvu ful podobni kot lip glossi. Trenutno imam tega iz H&M-a in je ful fajn, pa še cute je. Drugače ima pa Catrice te lip oile, ko ste že mogoče pri meni videli, da sem jih imela in so mi ful fajn. Jaz imam rada, da se sveti usnice, včasih je bilo ful ono mat usnice, zdaj pa ne, zdaj pa imam rada, da se sveti. Kako si se naučila z veliko vaj in ljubezni tako dobro kuhati? Overall, kako si se spoznala s kuhanjem? You're doing an amazing job, love you, hvala. Ful dolgo se nisem zanimala za kuhanje, se spomnim, moj ata se je ful trudil, da bi mene zanimalo, mi je kazal, kak ričet naredi ali ne vem kaj, neko enolončnico se spomnim, da mi je kazal, kak se skuha, ker moj ata tudi rad kuha, mama in ata oba kuhata, ata je bolj take enolončnice pa to, ampak vsega se loti, no. Mama pa tudi ful peče. Se spomnim, da se je ful trudil, da bi mene to zanimalo, pa me ni. Bila sem, ne vem, 8. razredu ali nekaj.
Pol pa v 9. razredu med počitnicami sem se začela malo zanimati in sem mami rekla, napiši mi recepte za te osnovne stvari, ne vem, makaron flajš, zrezke v omaki, to, kar smo pač jedli, pa da je obično, ne. In sem se naučila, kako se čebulo vpraži, kako se testenine skuha, jajce, kako se meso pripravi, začini. In bolj sem ugotovila, da v bistvu vse je bolj kot ne po istem kopitu. Če hočeš neko omako z mesom, moraš vpražiti čebulo, česni in bolj vse je eno in isto. In začela sem s takimi osnovnimi stvarmi. Vsake toliko sem hodila kaj doma skuhati, ampak nisem pa redno kuhala. No, pol pa na faksu, ko sem začela živeti v Ljubljani sama, ne, prvo leto smo bile s cimrami v stanovanju, bivšimi sošolkami, sem si pač kak riž skuhala, pa res spet take osnovne stvari. Tudi ko sem bila v študentskem domu, sem si že ful kuhala, pa isto tak YouTube videe sem gledala, ampak tako osnovno, saj ste videli že tam, tudi ko sem s cimrami pol živela, sem tako bolj, pač saj sem si že kar kuhala, ampak ne tako, da bi kaj več bolj probala, no. Ful me je azijska hrana zanimala, pač res veliko učenja, veliko probavanja, veliko nekih YouTube videov sem pogledala ali pa receptov probala. Najbolj sem se pa glede kuhanja razvila zdaj, ko živim sama, ko imaš skozi kuhinjo na razpolago, delaš, kar hočeš, pol še enkrat na teden delam take posebne recepte za live stream. Sem se toliko naučila tudi v drugih hranah iz sveta ali pa da probam kaj novega in ja, vaja, pa interes, seveda interesa, ne, zdaj interes, ne vem, kako dobiš interes, ker nimajo ga vsi, ampak jaz pravim, da vsaj neko osnovno kuhanje se vsak lahko nauči. Jaz to, ko moški ne znajo kuhati, pač osnovne stvari vsak lahko, ne, to je najbolj slab izgovor. Jaz tudi nisem bila rojena s tem, da znam kuhati, pač niti podrazno, ne. Interes, YouTube videe, Google, z internetom je vse ful lažje, pol pač da kuhaš, probaš, pa da je okej, da fejlaš. Saj jaz vam fulkrat pokažem sploh kaka peka ali pa kaj. Glede peke sem še tek malo, nisem imela veliko interesa za peko in pol mama ful peče, pol zdaj, ko sem za sebe, kot sem rekla, sem že malo bolj začela tudi peko in imam bolj občutek za testo, pa malo bolj vem, ampak sem še vedno ful bolj zadaj, ko pa pri kuhanju, recimo. Pa kruh, zdaj ta sourdough je bil velik izziv, ampak ja, ne smeš obupati, ko ti nekaj ne rata, pa tudi če kdaj se zdi, da meni vse rata, mi ne, se vam pokažem, kdaj mi ne rata. Kako rešujete nesoglasje s partnerjem, kako ti uspejo long distance, ne rata, tako malo seliti skupaj. Nesoglasja, moram reči, da nimam jih ful, oziroma se sploh ne spomnim, da bi imela kako resno nesoglasje. On se zna pogovarjati, jaz se znam pogovarjati. Edini moj problem je, da fulkrat jaz nasploh, ne samo v partnerskem odnosu, jaz, ko me nekaj moti ali pa da me nekaj teži, jaz ful ne rada povem to. Pol v sebi zadržujem in pač se mi nabira in pol mi pokne in pol končno povem in sem cela ali pa sploh nikoli ne povem, ker pač nočem težiti nobenemu. Again, people pleaser. Tako da ja, jaz mislim, jaz lahko rečem komunikacija, samo sem tudi sama v smislu, jaz znam komunicirati, ko se enkrat komunikacija začne, problem je sam, da ne upam si reči, da zadržujem, mislim, ne bom zdaj začela neki konflikta pa to. Ampak je prav, ja, tako da mi dva v bistvu nimamo nekih nesoglasij, ampak ja, je pa tudi Josh je ful potrpežljiv, jaz sem dokaj potrpežljiva, tako da. Če bi kaj povedala o long distance zvezi, ker je tudi moj fant iz Nemčije, ja, jaz mislim, da v tem primeru je ful lažje vse, če si zaupaš, pa da veš, da se boš naslednjič videl, to sta dve stvari pomembne. Zdaj je pa odvisno od posameznika. Tako sem rekla, jaz sem ful rada sama, jaz nimam probleme s tem, da pač sem odvisna od nekoga skozi. Itak, da je fajn, če si lahko skupaj pa delaš kakšne stvari skupaj, ampak ne, jaz sem se tako navadila biti sama, da mi je okej, a ne. Mene bolj muči ta del potovanja pa organizacije, pa stran od Mike moram iti pa tako, a ne. Jaz sem vseeno vsak dan z Miko, pa ona je moj dojenček in to mi je težko, no. Kar se pa naju tiče, pa mislim, da nama kar gre. Ker koliko smo skupaj, smo res skupaj vsak dan, pa na nek način živimo skupaj, tako da cool, tako da jaz sem bolj samostojen človek, kar se tega tiče, tako da mi ni tako težko. Kdaj razmišljala, da bi čula mačke od ljudi, ki potrebuje nekoga, ko gredo na dopust? Mislim, z veseljem, ampak bi rabila za to prostor, denar in čas. Ampak je dobra ideja, ja. Jaz sicer bi rajš, ne vem, zaslužila do znarja, da bi lahko pomagala več mačkam, ki rabijo pomoč, ali pa da bi vsaj nam tem društvom, ko že obstaja, da bi jim lahko več pripomogla finančno, pa mogoče malo bolj ozaveščala. Ampak ja, bi bilo cool dejansko paziti mačke v drugih ljudi. Je pa kar odgovornost, no.
Jaz bi reč sama več mačk posvojila pa imela. Moje top 3 knjige, to je težko, zato ker jaz nisem celo življenje brala. Ful nisem bila za branje. Jaz sem šele začela brati zdaj par let nazaj in sem ugotovila, da meni je fajn brata. Tako da nimam zdaj nekega velikega nabora, ki vam lahko priporočam, ampak ena taka klasika se mi zdi mogoče, ne vem, če imate radi crime investigation, torej bolj kriminalke. Dekle z majskim tatujem. To je ena knjiga, ko sem jo prebrala takrat, ko sploh nisem brala in je ful debela in mi je bila ful zanimiva, če te zanimajo bolj take misteriozne knjige. Verity od Colleen Hoover. Pač jaz priznam, meni so te od Colleen Hoover knjige dobre in ta Verity je bila tudi taka, ko je bila tudi malo bolj crime. Ne vem, če ste brali serijo Akotar, pač meni je cool, sam cajt me je malo povozil in sem čist nehala brati. Brala sem tudi nazadnje Haunting Adeline in mi je ful všeč vibe bil. Malo je bilo smut, ampak pol, again, spet cajt me je povozil. To je moj največji problem. Ful bi rada več brala, pa ker nimam cajta. V glavnem, ja, ful nimam nekih ful dobrih predlogov, ampak ja. Jutri začnem s fitnessom, obiskala ga bom prvič, kakšen nasvet, kako prebiti let, kako dojeti, da te tam noben ne bo obsojal, vse je tako vsak za sebe, da ne gledaš druge, strah me je posmehovanja. Tako si napisala, noben te ne bo obsojal in se posmehoval, to ni srednja šola, večinoma ljudi je normalnih. Jaz vedno predlagam, če greš prvič v fitness, pa ne veš točno, kaj bi, ker si prvič, skrbite, kako te bojo drugi gledali, ne bojo te, poj na tekaško stezo in hodi. In si ogleduj malo okolico. To jaz vsem predlagam. Ali pa nekaj nam poj na bicikl, toliko veš, točno veš, kako se dela, ne? In malo opazuj okolico in položila, to je ta naprava, to lahko delam. Verjemi mi, noben te ne bo obsojal. Jaz v fitnessu še nikoli nisem imela izkušnje, pač sem pomisli, ljudje hodijo tja, da so fit, ali pa da so bolj zdravi, da se migajo. Verjemi, da te ljudje so manj podvrženi temu, da te obsojajo, ampak bojo še bolj, ne vem, kot nekoga videl, ko se trudi, bravo. Pač to si jaz zdaj mislim, bravo, nekdo je prišel v fitness prvič. Mislim, se ne veš ponavadi, kdaj je prvič, ampak tak se mi zdi, da ljudje, ko hodijo v fitness, nimajo takih predsodkov, tako da bo vse cool, obljubim. Katero maskaro uporabljaš in kako si jo odstranjujem? Končno sem najdla maskaro, ki se mi ful nekaj vtisne na veke. Od Catrice Curl It, včasih je bila Lift It, se mi zdi, Lift Up neki in ta je podobna. Odstranjujem si pa make-up z gel ali pa peno, odstranjevalcem. Jaz imam od Afrodite, jaz nikoli ne uporabljam teh vatic ali pa robčkov, ker se mi zdi, da so ful grobi. Tako da si samo drgnem gel v maskaro nekaj cajta in pa si splaknem, pa še enkrat. Zanima me, ali si celo življenje imela to hobijo in znala biti sama s sabo. Ja, sem. Zdaj pa ne vem, kaj je bil točno razlog, ker sem bila sramežljiva ali ker pač sem bila pridna. Jaz sem bila vedno ful pridna, mene se lahko pusli čist primeru, pa sem se zamotila in tako naprej. Ne vem, je to osebnost ali pač sem bila tako vzgojena, včasih so bile stvari pač malo drugače. Bolj si bil problematičen, več pozornosti si dobil, bolj si bil priden, manj pozornosti si dobil in se mi zdi, da je to mogoče malo mene tudi povzročilo, zakaj sem taka, da hočem ugoditi ljudem, pa jih ne preveč moriti, če me kaj muči, ne povem, zato ker nočem komu moriti. Jaz se spomnim, da recimo, ko je moj brat ni bil priden v šoli, pač skozi je bil problematičen, pač on ni poslušal, ful je bil navihan, medtem ko jaz sem bila pač obratno, ker me je bilo sram, da bi jaz probleme delala. Je imel popravca enkrat v srednji šoli ali nekaj in so doma piknik naredili, ker je on popravca naredil. Medtem ko sem jaz bila skozi odlična, pa ni bilo nobenih piknikov. Sej je smešno, jaz sem se še takrat zabavala. On naredi popravca, je piknik, jaz sem odlična, pa je pač okej. To je pa bolj si priden, bolj se ljudje navadijo, da si priden in bolj če si malo slabši, je pa katastrofa. Tako da, to je tako na šihto, veš, bolj se trudiš, bolj te izkoriščajo, tako da, da odgovorim na vprašanje. Ja, mene je vedno zanimalo umetnost, stvarjanje, vedno sem se nekaj znajdla, sem se igrala, ne vem, da sem cvetličarka, sem delala, ne vem, Art Attack sem gledala in sem pol sama doma naredila neke stvari, sliko ali pa karkoli, risala sem ful rada, tako da vedno sem se zamotila, sama sem se igrala, pretvarjala sem se, da živim v jami, pa take stvari. Sem imela prijatelje, pa sem se tudi družila z
sosedi in tako pa sestričnami, bratranci, ampak fulkrat sem se pač čist sama in to ni bil nikoli problem za mene, tako da zgleda sem pač taka, ne vem. Kako ljubkovalno vkličem fanta in on tebe, jaz nikoli nisem bila najbolj, jaz sem bila vedno ful anti za te cutie pa tuci zadeve, ful se težko izražam. Cute, ful časih se niti stiskat nisem odla, to je bilo pred leti, meni je bilo vseeno, pusti me, ne. Ne vem, zakaj sem bila taka. V glavnem, ljubkovalno nimam prav nekega imena, itak mi da se v angleščini pogovarjamo, kar je včasih malo lažje polkaj ljubkovalnega reči, ampak jaz mu kar pravim Yoshi boy. Moj Yoshi boy ali pa kaj takega. Ne rečem pa, ne vem, da bi imela kako ljubi ali pa kaj. Ne morem tega izraziti, pač taka sem, kaj jaz, ne. Kje črpam ideje za videe? Ne vem, jaz itak moje vsakdanje življenje je kakršno je, včasih sigurno sem bolj motivirana, da kaj naredim za video, ampak sploh nimam idej, ker zgodi se. Zdaj, za kak TikTok, YouTube, Instagram, ful imam srečo, ker rada kuham pa ustvarjam in iz tega lahko narediš ful vsebin. Ok, mislim, da je zadnje vprašanje to. Povej, prosim, kaj v samopodobi, kako se sprejeti, kaj vse kjerane glede kilogramov, me punce, ne? Ker se mi zdi, da si ful napredovala na tem področju, včasih se mi zdi, starih video sodeč si se ful bolj sekirala v postavi, ne vem, naprimer si trackala kalorije, vnos pa to, kako si uspela to rešiti. To je dobro vprašanje. Jaz recimo sem v enem obdobju shujšala tek 7 kil, kar je za mojo velikost 160 cm ful razlika. Pa sploh se nisem trudila takrat v tistem obdobju. Pol sem pa začela biti tako malo obsedena. Najbolj žalostno je, da sem jaz takrat bila suha, pa sem se počutila debelo, oziroma da nisem to suha. Jaz ne mislim, da je zdaj sledenje kalorijam najslabša stvar na svetu. Mogoče včasih je dobro, ker se ne zavedamo, koliko kalorij ima ene stvari, tudi zdrave stvari, recimo avokado. Da dobiš malo občutek za hrano, da nekaj cajta to delaš, da bi pa celo življenje pa bila čisto obsedena, pa sigurno ne priporočam. Se mi zdi, da je moj problem samopodobe izhajal tudi iz moje zveze, ker niso stvari štimale, ker sem se počutila neljubljeno in nevredno, sem se posledično tudi počutila, da moram izgledati na določen način. Pa da ne boste mislili, da je moj fant hotel, da shujšam, on je v bistvu obratno hotel. Ampak jaz sem pač, vedno celo življenje sem hotela shujšati in sem jaz na ta način se spopadala z mojo samopodobo, ki pa sploh nima imela veze z postavo, ampak je imelo veze s tem, da se nisem počutila ljubljeno, torej sprejeto, veš. In se mi zdi, da je to bil glavni razlog. Ene stvari pride z leti, z izkušnjami, torej da greš stran od te nekega toksičnega razmerja ali pa okolja, ki te stiska navzdol. Ker takoj, ko se ti sprostiš na nek način, se stvari naravno uravnajo. Ne vem, s ful nekimi stvarmi sem se sprijaznala, tako sem rekla, pač ne moramo vsi fitnessirati vsak dan, ne moramo biti perfektni, hrano imam rada, in zdaj pač neka kombinacija. To ne pomeni, da je to izgovor, da nisem zdrava, ker jaz sem vedno bila tak športni tip, ful sem rada imela šport, skozi sem bila v nekem gibanju, pol pa ne pride to odraslo življenje, pa hitro padeš iz te rutine, se zgubiš in je malo težje mogoče ostati v tem, ampak še vedno imam rada gibanje in vedno bom ga imela in se bom potrudila, da bom v tem smislu migala. Zdaj pač ne vem, da ne bo pomote, jaz se še vedno sekiram, pa bi rada malo shujšala, ampak nisem pa obsesivna glede tega, ker se mi enostavno ne zdi vredno, ker sem dost stara, življenje prekratko, da bi bili popolni ampak ne do meje, da bom nezdrava, sigurno. Zdaj pa, da ne govorim samo o videzu, samopodoba je lahko to, kako se počutiš glede sebe, a si zadovoljen, kak si s svojo osebnostjo, svojimi sposobnostmi. To je pa tudi nekaj, kar sem jaz pridobila s tem, da sem se malo potisnila v to neznano, pa ne niti neznano, bolj v nekaj, kar me get out of your comfort zone, idi iz svoje cone obdobja, ne zdaj, da se skozi potiskaš ven, ampak Twitch, YouTube, vse to, delati make-up na strankah, ki so bile meni neznane prej, na tujcih delati make-up in iti na njihov dom, jih ličiti. To je meni vse predstavljalo stres, živčna sem bila,
ker nisem bila ona najbolj zgovorna. Bolj ko to delaš, bolj se navadiš in s tem dobiš samozavest. Tako da jaz vedno pravim, malo se moraš potisniti. Jaz sem šla na faks, kjer sem mogla nastopati pa učiti pa tako naprej. To je en velik izziv bil za mene in ko sem ga pač čez dala, sem vsakič se boljš počutila. Isto z YouTubeom in Twitchom, sploh v živo, ko nekaj delaš toliko let, začneš pol videti, le vsega sem sposobna, zmožna sem in dobiš torej izkušnje, ti prinesejo samozavest. Ne moreš se konstantno izogibati neprijetnim situacijam ali pa stvarem, ki te malo strašijo ali pa so izven tvoje cone udobja, ker pol se tek ne boš nikoli nič naučil, ne boš pridobil na samozavesti. Tako da vsake to vam predlagam, da naredite nekaj, kar vam je mogoče si želiš, ampak te malo strah odziva. Jaz imam še vedno trenutke, ko imam te občutke, recimo te eventi, ko grem na kakšne dogodke s firmami, pa ne poznam ljudi, ojoj, to mi je še vedno tako težko, ampak malo lažje vsakič, tako da pol se neke stvari normalizirajo. Poroka, a bi se poročila, kako poroko bi si želela? Torej, poroka, jaz si iskreno ne želim poroke, nimam rada te pozornosti, rajš bi denar uporabila za kako boljšo stvar, mogoče za, ne vem, dom ali pa mogoče potovanje, se mi zdi poroka je en dan, pa tako je drago. Če bi se poročila, bi se verjetno poročila zaradi nekih davčnih olajšav ali pa ker pač so ene stvari birokratsko lažje, da bi pa imela celo poroko, pa nekako nikoli si nisem ful želela, tako da verjetno ne, no. Neomejena sredstva, kakšen dom bi imela, kje bi želela in kako, kaj bi počela. V bistvu ne bi imela prevelike hiše, ker se mi zdi brez veze. Bolj imam predstavo v sebi, da imam veliko kuhinjo z velikim oknom, tako bolj farm, cottagecore style, z velikim tem otočkom na sredini, pa da imam okno tam pri umivalniku, da ven vidim, pa da imam zunaj vrt ali pa celo lepo naravo. Nekje bolj v naravi bi bila definitivno. Sama bi si rada pridelala stvari na vrtu. Tako da, v bistvu nič tako luksuznega, mislim, se je vseeno drago, da si hišo zgradiš, ampak tako neko srednjo velikost hiše, bolj kuhinjo si predstavljam, ful bi rada imela svoj studio, kjer bi lahko snemala, streamala, slikala, vse, kar pač te hobije rada delam, da bi imela v eni sobi ločeno od tega dnevne ali pa kuhinje, ker zdaj imam vse v enem prostoru pri sebi. Tako da v bistvu to, bolj je lokacija, da bi bila nekje na svojem, z naravo, mogoče malo gozdička v sebi, vrt in pa eno lepo veliko kuhinjo, pa svoj studio. Ostalo mi pa ni toliko pomembno. Blizu katerega mesta živi fant, Heidelberg ali pa Mannheim, sta dva taka mesta, kjer je 10 minut stran. Še ena stvar glede kozmetike. Po obrazu še odstranjuješ dlačice, se kaj spozna, da so pobrite, ko zraste, na koliko časa si jih briješ. Ja, še si brijem, ampak ful pozabim in pol dokler ne vidim, da je res kakšna temna dlaka, si ne pobrijem. A se kaj pozna od britja? Jaz ne opazim, da bi kaj drugače bilo. In ja, še vedno isto, tako oni vidijo, če greste nazaj pogledati, kako si obrijem obraz, še vedno delam isto, ampak ne. Rečemo enkrat na 2 meseca, če se spomnim. Vedno, ko si to naredim, sem kako je lepo, kako je fajn, ampak vsakeč pozabim, dokler ni že kriza. Pa recimo jaz imam temne lase, temne dlake, tako da včasih imam tukaj kako temno dlako, se mogoče kdaj vidite, ampak tako pač je. V glavnem, 2 uri pa pol sem skoraj govorila. Jaz bi ful rada z vami debatirala, tako recimo na Twitchu debatiram, ker pač je skozi nek pogovor, ampak je drug sistem, tako da ja. Ok, hvala za vsa vprašanja, hvala za vašo pozornost, če ste to poslušali na poti kam ali pa na sprehodu ali pa ste me dejansko gledali. Vam je bilo všeč, stisnite like, naročite se in ja, to je to. Čau!